Dobar dan vsem. Napravimo nekaj vaj v zvezi z prostim padom. Tukaj imamo formule prostega pada. Torej, recimo, da imamo en kamen, ki ga spustimo v en vodnjak, ki je globok 80 metrov. In se vprašamo, po kolikem času bo kamen zadel dno in kolikšno hitrost bo imel takrat. Torej, ja nisem rekel, torej kamen spustimo, torej mu ne damo začetne hitrosti, ga spustimo. In torej ima začetno hitrost enako nič. In formule tako postanejo bolj kratke. Katero formulo bomo rabili? Bomo rabili to, kjer ta prvi člen izgine, ker v nič je nič, nič kar t je nič. H je ena polovica g t na drugo. Moramo dobiti t iz te enačbe. Torej, prvo si odpravimo to polovico. Enačbo pomnožimo z 2. 2h je enako, ena polovica krat 2, tukaj se uniči g t na drugo. Delimo z g, ker g t na drugo delino g je t na drugo. 2h ulomljeno g je t na drugo. Sedaj imamo, da t na drugo je 2h ulomljeno g. In koliko je t? Nasprotna operacija kot dati na drugo je delati kvadratni koren. Torej, t je kvadratni koren od 2h ulomljeno g. Zračunamo vrednost. T je kvadratni koren od 2 krat 80 metrov ulomljeno. Ja, tukaj g za te vaje bomo zakrožili na 10 metrov na sekundo na drugo, zato da so bolj enostavni računi. Potem z žepnim računalnikom lahko zračunate bolj točne vrednosti. Torej, tukaj bomo napravili tudi pogled, kaj se zgodi z merskimi enotami. Torej, 2 krat 80 je 160, delino 10 je 16. Tukaj imamo metre, namesto deljeno napišemo krat in obrnemo ta ulomek. Sekunde na drugo, ulomljeno metri. Zdaj, metri se krajšajo, imamo kvadratni koren od 16 sekund na drugo. Koren od 16 je 4 in koren od sekunde na drugo so sekunde. Torej, čas je 4 sekunde. Sedaj nam rabi še končna hitrost. Torej, bomo rabili to formulo, kjer v nič inak nič. Torej, v je gt. Torej, v je 10 metrov na sekundo na drugo, krat t smo lahko dobili 4 sekunde, torej tukaj sekunde na prvo se uničijo, tukaj sekunde na drugo, ker proč druga potenca. 10 krat 4 je 40 metrov na sekundo. Ja, sedaj napravimo še eno vajo. Torej, recimo, da imamo eno telo, ki ga vržemo proti dol z eno začetno hitrostjo. Mu damo že eno začetno hitrost, ko ga vržemo, ki naj bo 4 metre na sekundo. In se vprašamo, za koliko pade, za kolikšno pot pade, ko doseže končno hitrost 8 metrov na sekundo. Torej, kolikšna je opravljena pot, ko pada? Katero formulo bomo rabili? To. In moramo dobiti h. Torej bomo prvo izolirali ta člen, ki je 2gh. Zato ta člen v nič na drugo premaknemo na drugo stran in bo menil predznak. Torej, v na drugo minus v nič na drugo je enako 2gh. Hočemo dobiti h, torej delimo z 2g.
krat 2g, krat h deljeno 2g je h. V na drugo minus v nič na drugo ulomljeno 2g je h. Torej smo dobili h je v na drugo minus v nič na drugo ulomljeno 2g. Izračunamo vrednost. V na drugo moramo dati na drugo to 64 metrov na drugo ulomljeno sekunde na drugo. Minus v nič na drugo, tukaj 16 metrov na drugo ulomljeno sekunde na drugo, vse ulomljeno 2g, torej 2 krat 10 metrov na sekundo na drugo. Sedaj, ta razlika, 64 minus 16, je 48, ulomljeno 2 krat 10 je 20. Pogledamo merske enote. Tukaj ta razlika ima kot mersko enoto meter na drugo, ulomljeno sekunda na drugo. Tukaj na mesto deliti množimo z obrnjenim ulomkom sekunde na drugo, ulomljeno metri. Tukaj sekunda na drugo se uničijo, metri na prvo grejo proč in tukaj je proč druga potenca. 48 deljeno 20 je 2,4 metrov. Torej pade za 2,4 metrov. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.